Ja, prvo smo v bistvu pogledali, kak je res. Pač v bistvu to je produkt. Mogoče, da začnemo s tem, da smo nekako že par let potem, ko smo začeli s Tangom, začeli razmišljati o neki predstavi, o umetniškem projektu, ko bi jo skupaj naredili, ne? Pa se nismo kaj pogosto srečevali, ampak vsakeč, ko smo se srečali, ti eno predstavo moramo narediti skupaj, ne? Dokaj nekako ni prišel do tega, da smo začeli s Tangom Prohibitom, to je bila naša prva predstava, iz katere ste lahko tudi Dom videli včeraj, na 2001. In je bila premierno prizorjena na Dubrovniškim letnim igrama. In v tej predstavi so bili poleg nas plesalcev, sta bila tudi Marko Hatler na harmoniki in Lara Janković kot pevka. To je bilo v bistvu zanimiv... Dobro je, da povemo celotno ekipo. Prva ekipa, ki je bila v Tangu Prohibitu, je bilo pač Marko Hatler kot gost, Lara Janković kot pevka kot gost, potem pa Videl z Andrejo, Uroš pa Mateja Juvan, Boštjan Fajdiga in Mateja Švigoc in kot kelner Petra Skuba. Zelo zdaj doktor Petra Skuba. Zanimivo je bilo pa to, da se je poklopilo to nekako istočasno s to predstavo, oziroma celo malo pred tem je prišla do naju Lara Janković, da hoče posneti film o Tangu. In smo prišli tudi na to, da rabimo harmonikaša in takrat pač tisti, ki ste bili včeraj, veste, da se je to zgodilo, da sem ga midva slučajno najdla v Sloveniji, nisem na tem, ko je igral, ne. In so priletela do njega, kaj ti igraš tango, ne. In smo ga pred zvlekali, tako da smo začeli snimati Tango mi uspet, krati, ko smo delali predstavo, je pa tudi, smo ga pa dali tudi v predstavo, tako da je bil z nami na Dubrovniških letnih igrama, tako da ta predstava je bila tudi v Goriškem teatru. Ja, pa predpremiera je bila v Izoli, ne? Ja. To je bila prva stvar, ja, je bila. Je bila, ura se ne spomnejo se. Jaz, ko se zvišam o teh teatrih, pa to pa, veš, ko se poznamo, te v Izoli, kaj sam kulturno dom se mi tam... Ne, v Zune, ja, na Nacionalnem trgu, ja. V okviru poletnih, kar nažalnih festivalov in tako naprej. Tam so Ja, s tem, da takrat Irena, takrat Lara ni imela časa, ne? Pa ne vem, a je Marko pa bil? Pa smo ga samo predstavili, tega sem tam ne spomnil. Ne, ni bilo Marko. Ne, ni bilo ne Marko, ta ne Lara, ne? Pa imeli smo Ireno Zagajček. Verde, ki dekero verde. Ja, to pa ona dela to besedo na mes glasbe pa petja in je pa še recirala pač pesmi. Zlorke, ja. Zeleno, ki se bi zeleno. V glavnem, to je bila prva stvar, da se navežemo potem naprej. Potem smo se pa naslednji projekt, ki smo se odločili narediti, je bila pa predstava Tango Emotion, ki je bila prva multimedijska predstava, v bistvu ni bila interaktivna, tako kot je Otelo, ampak smo v bistvu Tango Emotion, zakaj ta ime mogoče, ker krati pomeni Tango Emotion, tango in gibanje, ali pa Tango Emotion kot emocije. In smo pravzaprav poskušali na multimediji, smo posneli v enem baru enake emocije, kot so se dogajale na odru v 20-30 letih, ki so bili prikazane v živost plesa. To in potem smo še takoj zatem naredili pa še eno v bistvu video produkcijo, ne, to je pa Kek Jeras, ki bomo pa tudi videli. Ok, zdaj. Ja. Ok, ja. Vključil, da. Se ne boš videl. Pač včeraj sem bil inserti, tako da danes je pa celotno zagrano.
Kvadrat, oziroma what the fuck. Ja. Tukaj je ena zanimiva stvar, Mateja, nikoli ni kadila, vsakič na odru kadi. Na odru non-stop. To je očit Mateja, meni Ja, tako da ja, to je bilo v bistvu senzacionalko, ne vem, takrat videoprodukcija Krega rekordirala. V bistvu je bila finta v tem, da Aleš Žemlja, ki je bil režiser, v bistvu to naredil, smo v bistvu, kako bi rekel, imeli zbiti kar nekaj vrste kompenzacije, zato ker oni so nam delali ta video screen za Tango Emotion, da smo imeli to snemanje. In v bistvu za njih smo pa mi to naredili, tako da so pa v bistvu oni za nacionalko projekt v bistvu 5 plesnih predstav dali, ko sem je razpis. Ker je bilo zanimivo čist tako, niti ne, tukaj, ja, smo imeli že novega Kilnerja, to je bil Andrej Novotni tukaj, pa v Prohibi, da je bil še dr. Peter Skubar, tukaj je bil Andrej Novotni. Tako da, ne vem, moraš pa štiš kaj, da se je tukaj dogajalo. No, to, da na konec padaš v krvi, pa tiste krvi je režiserska napaka. Ja, vsaka veš v filmu pa smo pregledali, zdaj pa ni, ne. Smo si paziti pa ne. Ne, tukaj mogoče, ne to bilo, to je dobro. Zdaj, kad nazaj gre. Ja, pa spet, ne, pa spet za tiš čas, a ne, in to, ne, pa tukaj, no, kaj sem jih mislim, tukaj hvala mi bilo, koliko smo začeli prvi predstavljati, delati, ne, kako bi ljudje videli, kaj je tango, ne, vsak predstavljal smo vedno dali tist, kar si tudi ljudje predstavljali, ne, ja. Smo se končno losali teh klobukov. Moški mora imeti klobuk, in mora imeti nož, ženska nogo ven, zadnji črto na štumbu, prednji visoki, ne. Pa klača v roke. Pa hljača, vse zadimljen. Cigareti. Smo tem tak čist, ne, šelski, ampak letno, ja, se tudi knjiga, ne, smo ga tako tudi nekako doživljali tako na ta način, ne. Tudi v tem obdobju nekako se je delali, smo se spoznavali tango in se mi zdi nekako, če gledam nazaj, tudi logično, da smo delali vsaj v začetku bolj klišejske stvari, preden smo se spustili bolj na drugo področje, bolj v umetniško področje. Ja, saj je zanimivo tudi to bilo, v bistvu, če gledamo, kako je šel proces v bistvu teh predstav. Prvo smo bili pač čist ta klišej na odru, ne. Pa se pa v bistvu začeli graditi na sistem. Se pravi, prvo je bila Tango Emotion, ki je imela v bistvu od zadnji screen, kjer sta paralelno šle dve zgodbi. Potem je šla v tej liniji naprej, je bila najna harmonija, ne, kjer v bistvu celoten odr bil sprojeciran, se pravi, interijer 2 stanovanj s hodnikom vmes in vse je bilo sprojecirano in v bistvu dejansko projekcija delovala v tej smeri in zdaj nazadnje upelo, kjer so pa dejansko v bistvu supporting role noter v sami projekciji, ne, sploh se dejansko stvari dogajajo in plesalci interaktivno sodeluje z njim. Tako da, v bistvu je bila tukaj ena zanimiva gradacija, ki nima nobene veze s tangom, ne? Za medijem, s katerim smo se začeli dodatno ukvarjati. Z razvojem. Z razvojem. Z našim razvojem. In seveda na drugi strani smo opuščali pa tudi stereotipe te klišeje tanga, ne? Potem jih v določenem momentu jih ne rabiš. Ne rabiš več, ne? Ja, res je zanimivo, da tudi te klišeje, ne, kako se je to spremenilo, ne.
tudi danes tem, ki si začel, ta tango je bil vedno določenosti, tudi glasbe, poliedra, kako je bilo vse drama, koliko je bilo malo prostora za neki dobena roža tam zrasla, pa za eno čisto ljubezen, ampak to je mogoče tudi danes, koliko časa smo rabili, da smo začeli v tango pa v gibanju razmišljati, da je pa to mogoče nekaj lepega pa kaj več, da se nekaj prelije. In če bi mi to danes poplesali, pa to takrat pokazali, pa moje, da smo tudi na Grmadi takoj. Mislim, no, ni časa, in zato mislim, da gre to kar tako lepo, pač je čas, ko... Jaz mislim, da kljub vsemu smo še zmeri vsako stvari zelo blizu Grmade. Zato, ker vsi so delali tango, nobeni pa nič tako dal na ven, to pa to, ko smo mi delali, temu so si rekel, to ni tango, To je tango za turiste, ampak na Grmadi ni bilo pa nič, Blizu Grmade je toplo. Ja, to je. Na Grmadi je odložitev tudi. Evo, kukaj Zdaj, tukaj se bomo večkrat naprej premaknili na idejo hotela, ker zatem bomo večkrat spremenila, pa se bomo pa nazaj vračali na tango minu spet, ko se Uroš umudi. Tukaj ja, kot na drugi strani ekstrem produkt hotelo je v bistvu pa dejansko zahteval zelo veliko analizo, pač kako hotel karaktere predstaviti zdaj v zdajšnjem obdobju in tako naprej. Tako da smo zdaj, da eni ste videli to ta klip že včeraj, drugače imate še dva na internetu, čisto v bistvu kako je celoten proces nastavljen in kako dejansko pojem deluje tudi projekcija kot del zgodbe, ne samo kot kulisa. Sploh v drugem delu, ki ga bom naprej spustil, ki boste zdaj dva en za drugim, recimo, kako smo reševali z idejo projekcije, da je v bistvu nastavlja zgodbo za dogajanje v hotelu. Če se poznate zgodbo od hotela, v bistvu je Benetke, sploh dogajanje v Benetkah delujejo kot prolog za tisto, kar se dogaja v Cipru. In v našem primeru je v bistvu bila situacija, da smo hotela delali, da ta prolog, ki se dogaja v Benetkah, smo predstavili v zdajšnjem obdobju v, bom rekel, javno, medijsko izpostavljeno delovanje v Buenos Airesu, medtem ko Cipr predstavlja pa delovanje v teatru, ki se nahaja v Buenos Airesu. Sploh, da smo dobili te vojaške korelacije in tako naprej. Tako da bom zdaj se spustil to, kako smo delali predstavo, pa bomo še malo povedali.
še prej Buenos Airesu in tradiciji in milongah in tako naprej in pač različnih pogledih. Tole, da prideš s tem dol s takim projektom, ki bo tak nastal, da je Otelo Gringo v Buenos Aireški tango sceni, ki ga Argentinci prav portelijo Jago veselo zbladikulega, je malo pogubljeno. Da srečo smo ful lepo sprejeli dol projekt, tako da v bistvu smo... Sprejeli so ga kot umetniški projekt. Kot umetniški projekt, ne. Ampak to je to, ker pač dejansko Se je, zvalja, ne, sam pač delaš z njihovim materialom in tukaj ja pač fajn, spet je tako, kot smo že prej govorili, pisno, v kakšnem mileju se gibaš, ne. Zaradi tega, ker fin da demo, da pač to so prišli gledati umetniki, to so prišli gledati v bistvu ljudje, ki jih zanima kultura, to niso prišli gledati tisti, kako bi rekel, ortodoksno postavljeni tangueri, ki ne vidijo v bistvu opcij. In tako da iz tega stališča se mi zdi, da smo zelo uspešno, v bistvu, vemo, da smo zelo uspešno bili dali s projektom. Tako da tudi upamo, da bomo spet zdaj v kakšni bližnji prihodnosti postavili na oder v Ljubljani, zelo osnovno. Zelo lepo. Ali pa še kje drugi? Ne boste povedala. No sej, kaj še, Sanč, če imaš uraš tukaj kaj za dodati, kako smo bili v Buenos Airesu, pa kako smo delali. Zato sem tudi zdaj tako dolg. Mene samo tale Otelo, moja osebna tista izkušnja, ko sem bil po tisti vagi, da Sanč čim delamo, bo še čas to sploh, ker delamo druge stvari, da se še ustvarjati, če si cel samo v tem, pa to delaš, je res drugačne, še svoj del pa to. Tako da jaz sem imel tukaj ogromne na začetku težave, vem pred plesalcem mogoče, ampak kot biti v vlogi, no in tukaj moram se reči, da meni osebno je Alberto tukaj res pomagal, mi iniciral, da sem dal to ven, tako da meni je bilo tole delati tole, potem v bistvu moj tak neznansko sem užil. Pa še bi lahko, pa še bolj bi bil lahko, pa še drugač. Ne, veš, vedno se tudi dohvaljaš, ko meni osebno, vedno si splesavko, pa vedno meni tisti tango, joj, pa 5 točk, pa 5, tam še lahko povedal skozi te točke sploh, ali bo spet sam tango, in to meni, da nisem imel tako, recimo, partnerke, je to zdaj pustil, pismo sem pa sam, mislim tako, in s tabo in z njo in meni to totalno bolj odgovarja, hkrati je bilo pa to, a ne to, da skozi pitke sploh, da sem tako gledač. Da na mene je bilo to neki tako, res lepši stvari. Da sem jaz spet lahko, jaz kot plesel, pa sem lahko izplesel kako že bi. Kako si se pa počutil na stage v Buenos Airesu? Veš, je bilo že lepše. Kaj se tiče občutka, veš, pogoji so bili kar nekaj tako drugačni, nisi pripravljeni, tukaj smo naredili, da to, tam pa, nima stene, nimaš to, parket imaš, dve vozi se, kabli, ljudje, ki so sedeli 2 metra od tebe, to je tudi mečka, ne može niti manj prostor zgraditi, ampak sedijo po plehi in tabo so mečkanje to, kako bomo mi, prosto tako ogromno, tako širok, recimo, bomo mi lahko povezali se med sabo. Sam to, da povedal spot, pač to je gledca situacija, da res za tega, ker Centra Kulturalnih Kirchner je trenutno največji kulturni center v celotni Latinske Amerike. To je inštitut najmodernejši tudi, 13 curkov visoka hiša in mi smo bili na vrhu v tej kupoli. Ampak na drugi strani pa tipično po latinsko, pač naša tehničarka je prišla dol, se je zbedila, da bo imela 6 moving headov, pridati, to so ti moving headi, sprav te luči inteligentne, so, pa ki te boste uporabljati, kako ne, kable so pokradene.
Mislim, take baterije. Koliko takih zadev je bilo, ja. Včasih smo čakali, da bomo lahko tudi vadili, ne? Mislim, jaz smo še s tem Ja. Ti 7 dni nismo šli, sploh nismo tako dihali. Gospod Osare smo. Ok, ko bi si čakal, nekaj bo prostor, kaj časa, da bom zdaj uro prej sam to naredil. Pasel, pa ja, pa... Pogoji so bili v bistvu dosti slabi, ne, pa prej si ti si pomagal, da so se te luči, pa da se to s tehniki uskladil, ne. Bilo par dni, samo v tem, ne. Mi pa samo tisti, ali pogremo enkrat skozi, ali lahko in trening ne bomo, ne, pa to To je bila stvar za nas tam zelo stresna, ne. Takoj, ko smo prišli z aviona, smo imeli že sestanek tam, čez par ur, in smo par dni samo na tem delali, se v bistvu zafrkavali z njimi kot tehniki, predvsem Blažo je to povzročil nekakšne motne, precejšnje motne. Se spomnim 2 uri pred premiero smo imeli, oziroma 3 ure pred premiero smo imeli generalko in Blaž je bil, v bistvu sem bil na robu živcev, s tem, da naj posebej mene spravil na robu živcev, ker sem sred generalke sem hotela nehati plesati, sem se zjokala v zadnji, kar se mi še po moji na nobeni predstavi zgodil, potem pa 2 uri do nastopa Blaž z nama, da sem mi spregovoril besede. Blaž je bil na enem koncu prodromu, je bil vzročen na drugem koncu, ne? Ništa! Jaz sem se stisnil, on sam sebe. Saj zadnje stanje, daj, sprosto, lej, karkoli, Bog te namene, ne. Medva so ga tam po svoje, ja. Se pač na ta način sproščal, jaz se pokajala, zdaj le gor čaka, kako še vas napumpa, ne, ali naj bo sploh. Itak je rekel, vse skakaj, žleze in tako naprej. Kave čaka gor, nekaj pa bi do njega prišel, ne, ali bo, No in potem je bilo 10 minut pred 10 minut pred 8, da znam bolj pozabila, pride Blaž takole, moram ga pokazati, takole prihaja. Pa mi z Urošem, od vaju ne pričakujem ne več, ne manj, mi z Urošem se spogledala, meni je šlo čez glavo, toliko, da splešata nekako, kar splešata, da sta outstanding. Med pa z Urošem. Ok, je prišel na opis. On rad tako, čisto je svoje besede, to more vam dati, ne bi vam nekaj. Sada naj ni užgal, ne. Ja, to ga je že klišeja, veš. Spostavljene odnose. Kukor je bila, jaz mislim, da še nisem doživela toliko za nič generalke, kjerkoli predstave, kukor je bila ta v Buenos Airesu za hotelo, ampak hkrati tudi ne toliko dobre predstave, kukor je bila. Velik na odru, potem, ko smo pa bili, mislim, kako smo mi funkcionirali, mi trije, kako smo dihali gor, kako smo predstavljali, bil pa fantastičen. Jaz sem na koncu, v zadnjem lupu, praktično nisem kaj dosti na odru, razen njega z Urošem, vsaj po začetku, ne. In sem jih spremljala, kako sta delala, mislim, oba dva sta bila fantastična, tako da so šli meni kot nekdo, ki je bil na odru pocine po koncu, ne. Da, mislim, meni je bilo noro, ko sem gledala, da pač sebe ne morem gledati, ne, pač se ne vidim, mislim, jaz sem se počutila tudi zelo dober, ampak Včasih je bilo pripravljeno, za karkoli, tukaj, in v najslabšem primeru se reče, da mi nasprotno bo telo svoje naredilo, pač dresirano in tako ne. Če pa je to tisto, te počas lahko tako, da spluneva, mislim, da ne smejete, mi, pa lahko vse narediš, pa tako da rečemo, včasih pa pomembno. No, ampak tukaj je bilo, tukaj je bilo. Ne, ful je bilo. Vse imamo priče samo, ne, pri Hvarov je bilo. 10 slovencev je bilo tudi dola, pri Brigač pa dvorana je bila razprodana v 4 urah, tako da Argentinski so bili ful zadovoljni, tako da to je to. V bistvu, ja, ko pomislim na to, si mislim, da pravzaprav bi morali še povedati malo prej. Ja, to, da smo ga en let pa pol delali. Pa vidijo. Ok, Uroš, hvala, ki si dobro. Hvala za... Evo. Hvala.
Da sem pa vama res ful hvaležen, zato tudi kadar nismo bili skupaj, no, in tako, da sta toliko mene podpirala, tega se pač ne podajam, ne znam, tako, da ste mi vedno postala v stran, pa tudi če kdaj smo dolgo videla, tako ne znam, da še neko malo, veš, tako v zadnje, da smo skoraj na konc ostali v stran. To sta vidva vedno naredila, če je popustil, je drug, no, da sem bil jaz v delu, sta vidva, tukaj je tudi za tole obletnico, no, sta ogromno naredila res in od tega, vse te projekcije, pa od tvojih tekstov in tako naprej, no. No, se jaz sem pa tvoja. No. Vsak je nekaj dobro. Tukaj ti zelo rekel, je ljubove. Ampak vem, da se če nekaj drugačne, tudi pa drug vstop, kada njemu odpove, pa se tudi predločiti. Tako o telu, da sta imela nastope, je bilo resna situacija, ker je bila resna rekli, ampak je rekel tako smrtno, res, da ona ni mogla več dihati, on ni mogel dihati, notva in sploh ni mogel biti v sobi in doma. Kaj je že bilo? Dejansko. Si prišel nazaj. Še Ja. enkrat je voda, Svojo pomočjo. Ampak si poj nazaj prišel. Tukaj moram reči, da nama je tudi osebno Uroš, ko smo bili v Buenos Airesu in zelo in pomagal. Je to vprašanje, če ne se ne nočem. Če Uroš še ne bilo, pa se mora kaj zapati. Tukaj pa moram reči, da je odigral vlogo priče, ne? Ja, Uroš je Blaževa poročna priča. Tako da res tam do življenja, da si neš drugače kot Bog. Pač mi to spustiti. Super, Pol, hvala ti. Ja, zdaj pa tango mi spet pač se vračamo nazaj. V bistvu uradno je to bil projekt, ki ga je inicirala, kot so že včeraj povedala, Lara Jančič, kot igralka in je pol ona je taka, kot rekel, zelo zanimiva oseba, ko se v neki spusti, je izredno prepričljiva, tako da je prepričala celotno nacionalno televizijo, da je posnela ta projekt in stopila za njega. In Tomaža Letnarja, da je scenarij napisal in Tomaž je pa v bistvu zraven potegnil Jasno Kriver kot režiserko, ki je pa tudi dobila Babičevo nagrado za režijo za ta film. Uradno je bil sicer definiran kot igrano-dokumentarni. Ja, igrano-dokumentarni film. Dejansko se gre za razen to, da špilamo v bistvu svojo vlogo, v bistvu se ne gre za dokumentarnega. Svoje profesije. Da špilamo svoje profesije, kaj drugega dokumentarnega. No, dokumentarni momenti so notri, da ja, kako je tango bil v Tomačevem, pa v dvorani v Tomačevem, tako naprej, ker je to Tomaž Letnar pol nekako se mu je zdelo zelo zanimivo, da je ugradil svoj scenarij. Ampak bolj kot material za njega, ki je scenarij delal, ne toliko kot nekaj, ker ne bi pač dokumentarc nastal, kako to je bilo. Tomaž Letnar je drugače potem kasneje naredil še scenarij za Najino harmonijo, pa drugače pa v najnem dokumentarnem filmu je tudi govoril o nama. Zgodbe iz obraza. Tistega se bomo pa naslednjo soboto pogledali na Ja, smo mislili, da danes so kot ti smo se Ja, nekak ni, ker je preveč dokumentarij, tukaj smo vse na teh stvareh, ki so umetniške, prej z dokumentarij. Ok, tango minus 5.